Danes sem pregledoval arhiv, oddelek otroštvo. Wow, tako majhni ljudje, pa že označeni kot konzervirane kumarice. A res, kaj si pa našel, mama, radoveden Marsovec? Na tvoji sliki piše preobčutljiva, sanjava, malo čudna. Kdo ti je to nalepil? Amazon Prime? Primarna družina Vesa. Mama, ata, teta, soseda celo, Stanka, ki je vedno več vedela kot pa Google. In vsi so vedno lepili te nalepke kot Mercatorju na kozarce. Torej, to je kot neki ritual, ko se otrok rodi, mu izmerite težo, dolžino in potem še dodate etiketo. Ta bo len, ta bo problematičen, ta bo mogoče umetnik, ker noče jesti juhe. In potem to nosiš kot neko svojo tetovažo duše. Jaz sem bila na primer bolj nagajiva, moja sestra je bila tiha, moja sestrična je bila popolna in moja sestrična zajemlja antidepresive, moja sestra ima 3 firme, jaz snimam neke videe tu z enim vesoljcem, tako da lep razplet. Na mojem planetu damo toliko eno nalepko v razvoju in jo vsak mesec zamenjamo. Pri nas jo pustimo kar 40 let. In potem se čudimo, ko odrasli človek joka, zato ker mu je pač šef rekel, da je počasen. Jaz sem gledal enega malega fanteka, hotel je plesati. Oče mu reče, ne skači, nisi balerina. Fant je odrasel v direktorja, ki sovraži vse, ki se seveda veselijo. Čudno. Kot da je nekdo ubil njegovo radost z eno besedo. Besede so pri nas kot cigarete. Vidiš dim, rane na duši pa ne. In tudi nalepke so kot nikotin. Primejo se globoko in težko jih je spustiti. Ampak ti si nehala, imaš manj dima. Zdaj poskušam nalepke menjati. Namesto preobčutljiva, čuteča. Namesto čudna, ustvarjalna. Namesto preveč govori, ima glas. Ampak ljudje, zakaj to delate drug drugemu? Ker so jim to delali njihovi starši in še starši pred temi starši. In to je družinski šport, kot nogomet, samo brez kondicije in z več travmami. Na mojem planetu, ko nekdo reče otroku, ti si len, dobi kazen, mora en teden poslušati lastno otroštvo. Pri nas bi bil zapor polni staršev. Ksenja, jaz sem našel tvojo staro nalepko. Preveč sanja. In jaz sem jo popravil v ta ženska bo nekega dne pomagala drugim videti svoje sanje. Veso, ti si pa danes sentimentalni, iti? Ne, negativno. Jaz samo vidim, kako odrasli ljudje še vedno nosite etikete, katere ste prejeli nekoč, ko ste imeli še mlečne zobe. In žal najbolj žalostno je to, da si jih lepimo še kar naprej svojim partnerjem, otrokom, svojim prijateljem, sodelavcem, komentarjem v TikToku ali pa na katerih drugih družbenih omrežij. Ja, nekdo napiše, ti si narcistična, drugi, ti si izgubljena, tretji, ti si nora. In jaz gledam pa si mislim, ljudje, vi ne komentirate njej, vi govorite o svoji bolečini. In zato, ko naslednjič nekomu hočeš nalepiti etiketo, raje nalepi čokolado. Ali pa napiši, še raste. Ker vsi še rastemo, tudi jaz, tudi ti. Jaz ne, jaz sem popoln, jaz sem iz druge galaksije. Seveda, zato pa še vedno sprašuješ, zakaj ljudje kupujejo 50 rolic WC papirja. To je bila travma vašega planeta. Ne, to je bila nalepka. Če zmanjka papirja, zmanjka civilizacije. Zaključek mojega poročila. Otroci se rodijo brez nalepk, odrasli jih dobijo brez vprašanj. Modri ljudje jih enkrat v življenju odlepijo. In ko jih odlepiš, prvič globoko zadihaš. Kot ti, ko si nehala kaditi. Ja, kot da sem dobila prvič svojo kožo nazaj. Mi pravimo odlepi in poleti.